pravi, v okviru projekta Zdravi na kvadrat smo razvili več podpornih okolij, ki so lahko tudi v podporo podjetjem na področju zdrave prehrane, gibanja. Tako da ključna gradiva, videomateriali so tudi na spletni strani Gospodarske zbornice oziroma projekta Zdravi na kvadrat. Mogoče bi pa opozoril še na podporna okolja, se pravi podporna gradiva, to so zloženke in plakati Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se nekako dopolnjujejo s temi temami, ki jih v okviru projekta tudi probamo spodbujati. To pomeni redno uživanje zajtrka, potem zmanjševanje vnosa soli, potem ustrezno nadomeščanje tekočine in seveda tudi redno uživanje zelenjave, sadja, prehranske vlaknine. Mogoče bi pa omenil tudi smernice, nacionalne smernice zdravega prehranjevanja v delovnih organizacijah, ki pa nekako predstavljajo osnovo za ukrepanje na področju spodbujanja zdravega prehranjevanja tudi v samih podjetjih. Torej, nedvomno je, da prehrana vpliva na zdravje in počutje ter delovno storilnost zaposlenih in podjetja se tega čedalje bolj zavedajo in iščejo različne načine, kako bi omogočili primerno, uravnoteženo zdravo prehrano delavcev na delovnem mestu. Ker pa so potrebe podjetij različne, imajo različne potrebe, želje, različne zmožnosti in ponujamo v okviru projekta Zdravi na kvadrat individualno mentorsko pomoč. In tekom teh let, ko ta projekt poteka, opažamo pozitivne premike na tem prehranskem področju. So to sicer majhne spremembe, ki se uvajajo postopno, udejanjajo postopno, ampak na dolgi rok zagotovo blagodejno vplivajo na zdravje posameznika. Certifikat Zdrava izbira si lahko pridobimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, vključuje pa izobraževanje, tako teoretično kot praktično, potem analizo jedilnika oziroma analizo jedi in seveda, ko ta odgovarja kriterijem, potem pridobimo ta certifikat. Sam certifikat oziroma jed ima dva vidika, torej promovira zdrav način prehranjevanja in pa omogoča porabniku, potrošniku ali zaposlenemu, da v vsakdanji praksi zaužije ali vsakodnevnem življenju zaužije zdravo jed. Začeli smo izvajati določene ukrepe, ki vplivajo na bolj zdravo prehranjevanje delavcev, v bistvu tako, da jih podzavestno na njih vplivamo, da bodo jedli bolj zdravo. Uporabljamo manj maščob, manj soli, vključujemo eko surovine, skrbimo, da je jedilnik dovolj pester, da ima možnost kombinacije različnih jedi in seveda, da prilagajamo tudi glede na njihove potrebe. Glede prilagajanja jedilnikov smo tudi v bistvu dobili certifikat Zdrava izbira in tako v bistvu se vključili tudi v ta projekt. Zavedamo se, da je ta proces dolgoročen, ampak počasi, po korakih skušamo res v bistvu vplivati na zdravje tako zaposlenih v našem podjetju in pa seveda v zaposlenih našega klienta.